Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v današnji oddaji, kjer bomo spregovorili o eni izmed ključnih tem sodobne družbe, o družbeni odgovornosti posameznika. Kaj pravzaprav pomeni biti družbeno odgovoren? Ali smo kot posamezniki dolžni prispevati k skupnosti, ali pa je dovolj, da zgolj skrbimo zase? Za nami v studiu je ugledni strokovnjak, docent dr. Živko Bergant, ki bo z nami delil svoje poglede na to pomembno tematiko. Vprašanja, ki si jih bomo zastavili danes, segajo v samo bistvo človeške narave in delovanja družbe. Raziskali bomo, kaj pomeni družbena odgovornost v praksi skozi oči posameznika in zakaj bi sploh morali biti družbeno odgovorni. Dotaknili se bomo povezovanja in soodvisnosti med ljudmi ter vprašanja omejenosti svobode. Kje se končajo naše pravice in začnejo dolžnosti do drugih. Pogledali bomo tudi, ali je v tej dinamiki prostora za pohlep. Je želja posameznika, da bi imel več, nekaj povsem naravnega, ali jo moramo obravnavati kot pohlep. Ali potreba po obstoju generira željo po kopičenju materialnih dobrin in kako vpliva to na družbo? Ali lahko posameznik prepozna trenutek, ko postane izkoriščan in posledično nezadovoljen? In kakšne so širše posledice tega nezadovoljstva? Posebno pozornost bomo namenili vprašanju družbeno odgovornega potrošništva. Je to res oksimoron? Ali je mogoče potrošnjo usmeriti na način, ki prispeva k boljši družbi. Prav tako bomo raziskali moralni hazard, tako na ravni posameznika kot družbe in kako se to odraža v različnih oblikah, kot je denimo kasko zavarovanje. Pogovor bo osvetlil tudi temeljne ekonomske vidike družbene odgovornosti, pri čemer bo naš gost predstavil zanimivo izhodišče, naravni zakon o dodani vrednosti kot okvir za razumevanje delovanja posameznika v družbi. Kaj to pomeni za odnose med posamezniki in ali lahko prav skozi ta zakon vidimo bistveno družbene odgovornosti? Vabljeni, da se nam pridružite pri tem izjemno pomembnem pogovoru, ki se dotika tako naše osebne kot skupne prihodnosti. Začenjamo. Pripravite se na zanimivo, drugačno in morda celo presenetljivo razpravo. Kako lahko gledamo na družbeno odgovornost zdaj? Pozdravljeni še enkrat, gospod Živko Bergant. Mogoče, če začneva pri osnovnem pojmu, kaj pravzaprav je družbena odgovornost? Pri družbeni odgovornosti gre za odgovornost posameznika ali neke organizacije do družbe, ne pa obveznost družbe do njih. To je to prva zadeva, kar se pogosto napačno razume. Če prideš recimo v podjetje, se zaposliš, se kar avtomatsko razume, kot da podjetje je odgovorno do tebe, da ti mora dati plačo in vse, kar še zraven spada. To seveda je daleč od resnice. Čeprav to predpisa v zakonu, seveda zakone to zahtevajo, ampak to ne pomeni, da je to njihova odgovornost, prava odgovornost do zaposlenega. Kdaj se začne posameznik biti družbeno odgovoren in zakaj? Posamezno bitje človeško postane družbena odgovornost ob rojstvu. Zakaj? Ker je družba že v nedonošenčega, še nerojenega otroka že vložila en kup sredstev, skrbi za to, da se bo otrok lahko zdrav rodil. To se pravi, otrok se rodi že z osnovnim dolgom. Je že dolžan družbi. In ta dolg se povečuje, ker mu družba vedno več daje. Nam se pogosto zgodi, kot da je to samo po sebi razumljivo, ampak
Življenje je daj, dam. In tega se moramo zavedati. Res, da do nekega visokega zavedanja mladeniča o družbeni odgovornosti ne moramo takoj pričakovati, zato pa ima svoje skrbnike, svoje vzgojitelje, šolo, ki bi morala otrokom, študentom in dijakom pokazati, kaj pravzaprav to je. Danes tega naš izobraževalni sistem ne daje. In mislim, da je to eden pomembnih vzrokov, da se tudi ljudje med seboj ne razumemo dovolj dobro. Z drugo besedo, ta dolg do družbe raste celo življenje, ko ga živimo, in ga tudi celo življenje odplačujemo. Kako izgleda to odplačilo družbi? To odplačilo družbi pomeni samo eno stvar. Prispevamo k splošni družbeni blaginji. Človek ima eno samo poslanstvo, to je ta prispevek. Kako se ta prispevek kaže? Na zelo različne načine, ampak v končni fazi je pa to korist, ki jo nudimo svojim bližnjim, širši, ožji in daljni okolici in seveda naravi. Torej, človek je dolžan nuditi to korist po eni strani, po drugi strani pa je v človeški naravi tudi to, da se mora počutiti koristen. Človek, ki se ne čuti koristnega za nobeno stvar na tem svetu, je velika žalost. In tu je verjetno tudi temeljni vzrok nekih samomorov. Torej, ljudje premalo razmišljamo o svojem poslanstvu v družbi. In to poslanstvo je ta korist. Samo pomislimo, če bi vsi, recimo upokojenci, naenkrat nehali delati, a veste, da se cela država ustavi. Pri čemer je treba razumeti delo kot posebno zadevo. Ni delo tisto, ker govorimo o delavcih, pa mislimo tistega za strojem ali tekočim trakom. A si upa kdo reči gospodinji, da ni delavka? Da nič ne dela? Torej, a se upa kdo reči umetniku, da sploh nič ne dela? Torej, ti prispevki so zelo, zelo različni in vsak prispeva k družbeni blaginji, da se vsi skupaj boljše počutimo. In kdor ta prispevek res uspe osmisliti, se počuti nekako drugače. Temu se reče samo uresničevanje. Človek poleg življenjskih potreb ima zelo visoko potrebo po samouresničevanju. In to lahko doseže samo skozi ta prispevek družbeni blaginji. Zelo zanimiv uvod. Zdaj mogoče na kratko, ker naj čas preganja za prvi del, zakaj bi sploh bili družbeno odgovorni? Veste, govoriti o družbeni odgovornosti je približno tako, kot če bi govorili o družbeni neodgovornosti. Vsi govorimo o družbeni odgovornosti, kaj je pa družbena neodgovornost, pa ni jasno. Z drugo besedo, če človek ne daje tega prispevka družbi, je družbeno neodgovoren. To bi bil odgovor. Na kratko. Glede na to, da smo porabljali ves čas v prvem delu, predlagam, da narediva kratko pavzo in se potem vrneva nazaj. Prav. Dobrodošli nazaj v oddaji, kjer govorimo o družbeni odgovornosti.
Za nami je prav poseben gost, docent doktor Živko Bergant. Pa bi imel vprašanje, se pravi, do koga je posameznik pravzaprav sploh odgovoren? Posameznik izvaja svojo odgovornost zlasti na 3 načine. Prvi je da se mora zavedati, da deluje v nekih organizacijah. To so lahko podjetja, društva, inštituti, zadruge, kakršnakoli organizacija, ki jih je ustvaril ali pa organiziral človek. V teh organizacijah mora posameznik pravzaprav delovati tudi družbeno odgovorno in vplivati, da tudi te organizacije delujejo družbeno odgovornost. Na koncu vidimo, da pravzaprav družbena odgovornost samo odvisna izključno od posameznika, ki deluje v podjetjih in kot posameznik zunaj podjetij. Drugi način je, da posameznik svojo odgovornost izvaja v razmerju do drugih, do državljanov, do družine, do ožjih družinskih članov, prijateljev, znancev in ostalih. Tretji vidik tega izvajanja družbene odgovornosti pa je odgovornost posameznika do samega sebe. Zanimivo. Kako pa je z povezanostjo oziroma soodvisnostjo? To je nekaj, kar je v današnjem času izredno kritičen pojav. In sicer ne zavedamo se dovolj, da smo ljudje med seboj povezani in so odvisni. Posameznik ne more obstajati brez drugih, brez povezav, brez pomoči drugih. Zato se je že zgodaj povezoval v razne skupnosti, zato se je že zgodaj oblikovale razne organizacije in na koncu so zdaj vedno bolj seveda oblikovana tudi podjetja in druge vrste organizacij. Če se na nekem koncu zemlje nekaj dogaja, bo prej ali slej prišlo do nas. Ali obratno, ne? In obratno. To se pravi, premalo se zavedamo te povezanosti in da smo soodgovorni tudi za to, kar se dogaja na drugem koncu planeta. Ne nazadnje seveda smo odgovorni za planet sam, to pa je razumljivo. Tako. Kako pa je z omejenostjo svobode po tem povezavi? Vsak človek je svoboden, ali v načelu naj bi bil svoboden, vendar ta svoboda ne sme omejevati svobode drugega. Z tega vidika je seveda razumevanje svobode zelo omejeno, tako rekoč. To se pravi, da je človek, ki je zelo svoboden, je pravzaprav najbolj omejen. Tako da s tem pravzaprav bi lahko sam poudaril, da je ta pojem svobode zelo pravzaprav, kako bi rekel, zelo zlorabljen. Ne omogoča veliko svobode pri pojmu svobode, ne? Nekdo hoče biti bolj svoboden kot drugi, ne? In to je tisto, kar seveda, to je tisto, kar pravzaprav ustvarja nezadovoljstvo pri drugih in to nezadovoljstvo čutimo v svetu na vsakem koraku. Če ne bi bilo nezadovoljstva, ne bi bilo tudi vojn. Če ne bi želel človek čim več, ne bi bilo vojn. In če ne bi človek izkoriščal drugega, ne bi bilo vojn. Pa je v bistvu to povezano tudi s pohlepom, ne? Lahko rečemo. Ja, ta pohlep se pogosto uporablja kot v konotaciji negativnega delovanja. Treba pa je razumeti,
da človek želi čim več iz preprostega razloga, ker ima v sebi gon po obstoju. In čim več mu pomeni, da ustvari čim več rezerve za obvladovanje svojih tveganj. Samo Torej, naravna želja po imetju čim več je pravzaprav v nas enostavno imanentna, je v nas Prirojena. že ob rojstvu dana. In ta želja imeti čim več ni nemoralna, je razumljiva in z njo je treba računati. Vendar, če pa človek v tem hotenju imeti čim več prizadene ali izkorišča druge, potem pa je to že pohlep. Torej, pohlep je izkoriščanje ljudi. Ti ljudje se počutijo izkoriščane in so nezadovoljni in zato se povečuje nezadovoljnost v svetu. Temu rečemo strokovno pač entropija v sistemu, to je težnja sistema po razpadu. a je lahko tudi pohlep, se pravi imeti čim več, da imaš čim več, ampak ne škodiš, da nimaš preveč, ne, kako bi rekel. Kaj je preveč? Kaj je normalno? Kaj je normalno, je pa nekaj za filozofijo. Kajti človek je zelo različen, ima vsak različen karakter, kaj se njemu zdi normalno, a ne? Ne moremo posamezniku tega predpisovati. Če ne bi imeli denarja, a bi bilo manj pohlepa? Ne, prepričam se, da ne. Aha, podobno. Pohlep je vedno prisoten, ker smo ljudje. A živali so pohlepne? Ne spoznam se dosti na živali, vendar kolikor jih vidim in slišim, živali jedo za svoj obstoj. Hrček morda zbira hrano, ampak spet zase. Tako da mislim, da težko bi lahko rekli, da se katera žival prenažira. V povezavi, prej ste omenili vojne, ne? Večina vojn se v bistvu dogaja dejansko zaradi pohlepa denarja oziroma surovin. Seveda to ni navzven viden vzrok, ampak dejstvo ponavadi je tako. Se vojne začnejo zaradi enega posameznika, ki potem s svojo praktično neodgovornostjo in pohlepom sproži val celotne družbe, ki pelje v vojne. Res je, vojna ne nastane sama po sebi, ampak jo vedno sproži eden ali več posameznikov. Tako da je spet posameznik tisti, ki je kriv. In seveda težko bi govorili o njegovi družbeni odgovornosti. Lažje o družbeni neodgovornosti. Ja. Še pravi, želja posameznika, da bi imel več, je normalna in jo ne smemo ignorirati. Se pravi, ko se dojenček rodi, vemo pač, da ima željo po stiku, hrani, raziskovanju. Kjer so te želje potem pri starejših? Morda bi omenil še nekaj, ne? Želja po čim več je eden od odzivov posameznika na občutek tveganja v svetu. Človek se pa odziva na grožnje njegovega obstoja na različne načine. Na instinktivno, psihološko, ekonomsko. Skratka, ta odziv na tveganje je posebnost posameznega človeka. Druga posebnost posameznega človeka pa je dojemanje tega izziva. Vsak dojema tveganje drugače.
eden je prestrašen, da gre na cesto, ker mu bo padla opeka na glavo. Drugi tega tveganja ne dojema. Torej, vsak se razlikuje od drugega po dojemanju tveganja in po odzivu na ta tveganja. In torej, kolikor je dejavnikov, da nas naučijo dojemati tveganje, ravno tako so dejavniki različni, ki nam omogočajo odzivati se na ta tveganja. In zato bo vsak nov človek spet popolnoma drugačen od drugega. Zaradi teh dveh različnih sposobnosti. Sposobnost dojemanja in sposobnost odziva na tveganje. Res zanimiva tema, zelo široka. Glede na to, da čas beži, predlagam, da si privoščiva drugo pavzo in čez nekaj trenutkov se spet vrnemo nazaj za temo družbena odgovornost posameznika. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji, kjer govorimo o družbeni odgovornosti posameznika. Danes je z nami prav poseben gost, docent, doktor Živko Bergant. In zanima me, ko govorimo o družbeni odgovornosti, a je to bolj govorimo skozi filozofski vidik ali skozi eksaktni vidik, ker to je zelo širok pojem. Ja, jaz o tem ne razmišljam, ker sem prišel do tega samo zaradi enega razloga. In sicer, ker sem vedno se spraševal, zakaj. Zakaj smo taki, zakaj se tako odzivamo. Zdaj, nekdo bi rekel, da je to del filozofije, drugi, da je del to sociologije ali ekonomske vede, družbene vede. Vsekakor pa je nekaj. Vse te vede so med seboj povezane in so povezane v človeku. In človeka ne moramo klasificirati po predalčkih, ampak ga je treba bolj ali manj poskušati razumeti. Ker sam pojem družbena odgovornost mogoče velikokrat povemo čisto preprost. V principu je pa zelo globok in zelo pomemben del našega življenja. Ja, in na drugi strani morda nismo poudarjali še ene plati te družbene odgovornosti. To je etično delovanje. Zakon o dodani vrednosti, ki ga sem oblikoval, pravi, da je v vsakem sistemu pomembno oblikovati oziroma ustvarjati dodano vrednost. In tisti, ki prispevajo k tej dodani vrednosti, so tisti, ki prispevajo k obvladovanju tveganja. To ne govorimo o zakonu o dodani vrednosti, ki država pobira davek, ampak govorimo o naravnem zakonu o dodani vrednosti. Ki je deloval in bo deloval na zemlji, dokler bosta dva človeka na zemlji. In tisti, ki prispevajo k oblikovanju dodane vrednosti, imajo pravico do upravljanja in do udeležbe v tej dodani vrednosti. Če do te udeležbe niso v nekem sistemu prišli, so nezadovoljni. To nezadovoljstvo se kaže vsak dan na vsakem koraku v tem svetu. Kdo pa določa pravičnost udeležbe v tej dodani vrednosti? To je zelo dobro vprašanje. Pravičnost udeležbe bi moralo biti taka, da bi se vsak čim manj počutil izkoriščenega. To pa je seveda na vsaki stopnji razvoja človeštva dogovor. To je družbeni dogovor, da se poskušamo približati temu, da bi bili vsi imeli občutek neizkoriščenega. Se pravi, zakon o dodani vrednosti
na področju posameznika dejansko lahko gledamo in do, se pravi, posameznika do sebe, Ja. posameznika do soljudi, Ja. pomeni družina, sodelavci, Ja. prijatelji, tudi do živali, Do okolja tudi. tako. Kaj še? In posamezniki v okviru neke organizacije. Pa če se bi dotaknili, se pravi, ožje, dodana vrednost v okviru posameznika do družine. Ja. Kaj je v bistvu pravzaprav normalno? Kaj je oblika dodane vrednosti v družini? Tako. Je prispevek k dobremu počutju, Ker prej smo omenili, prispevek k razumevanju znotraj družine, prispevek k občutku varnosti v družini. Torej, ta dodana vrednost se ne izkazuje v računovodskih ali pa finančnih kazalnikih. Torej, to se pravi, dodana vrednost ima najširši možnost, najširši diapazon oblik. ker veliko dodano vrednost v družini ravno prispevajo ženske, pa se mogoče to ne vidi, ne opazi skozi delo, ki ga opravijo doma, ki mogoče Ja. se ne vrednoti na nek način, pa bi se moglo. Ne? Običajno smo zdaj v sedanji fazi družbe navajeni, da ženskam pripišemo ta mehki del upravljanja. Moški bi se lahko upravičeno počutili tle zapostavljene, čeprav pa je treba priznati, da nismo pravzaprav sposobni tega mehkega dela še danes upravljati. Rečemo ponavadi ne. Ja. Tako da meni je žena rekla, da če ne bo zadovoljna, mi bo dala knjigo v glavo. Nekje sem prebral, da po mojem iz Amerike je nekdo pisal, da če bi mogel plačati za storitve, ki jih doma naredi žena, pranje, likanje, pospravljanje, da nima dovolj velike plače. Ja, verjetno je to tako. Ja. Tisto, kar dobimo zastonj, tako rekoč, ne znamo oceniti. To je dejstvo. Kako bi to spremenili, če govorimo znotraj družine? Ne? Jaz vidim samo eno možnost. In to je vzgoja in izobraževanje. O dodani vrednosti na tak način, o kateri zdaj govoriva, lahko se govori že v osnovni šoli. To ni nobena težka tema za osnovnošolce. Vsak dijak, osnovnošolc, študent, mogoče bi to še hitreje razumel kot nek starejši, ki je navajen čisto drugega sistema življenja. Spravi, to govorimo o dolžnostih in pravicah, ali ker znotraj družine je to težko, ne, v principu, ker načeloma stvari morajo biti narejene. Ja, nisem slučajno omenil šolo, ne. Ker tam poudarjamo samo pravice šolarjev, V glavnem, ne? ne pa dolžnosti. Tako. In nismo povedali, zakaj imamo dolžnosti. Zato, ker smo avtomatsko dobimo že en kup stvari. Recimo podjetje, misli, da je vse sam naredil. Ja, saj se je vozil po cesti, kdo mu je pa cesto naredil? Tak vidik. Ne, to se pravi, mi smo že dolžni v okolju in družbi en kup stvari, ki jih jemljemo kot samoumevne. Velikrat tako gledamo, ja? Tudi šolanje, ne? Se In pravi, šolanje tudi. Ne? In če hočemo kaj spremeniti na tem svetu, lahko spremenimo samo s pomočjo mladih in jih pravilno izobraziti. Kdo pa v šoli bi lahko kaj takega poučeval? A bi lahko bil to samostojen predmet, družbena odgovornost? Kot etika in družba, ne? Ki je tudi bil Veste, predmet. mi imamo v šoli en kup predmetov, v katerih se pravzaprav ta tema dotika. In če bi v vseh teh predmetih vsaj delček o družbeni odgovornosti dodali, pa bi naredili svoje. Ne nov predmet, ker to je odiozno,
spet nov predmet, spet novo torej izpiti, testi in tako dalje, ampak treba jim pokazati, da je to sestavni del vsakodnevnega življenja. Super, predlagam tudi, da s tem oziroma s to mislijo končava današnje srečanje. Glede na to, da je tema zelo široka, vabim gledalke in gledalce, da si ogledate še en del o družbeni odgovornosti posameznika. Danes je bil z nami poseben gost, docent dr. Živko Bergant, in verjamem, da ste zvedeli kar precej zanimivih stvari, kot tudi sam, o družbeni odgovornosti posameznika. Vabljeni še enkrat, da se nama pridružite v drugem delu oddaje, kjer bova nadaljevala najin pogovor.